Lepo pozdravljeni na tradicionalni prireditvi ob obeležitvi Svetovnega dne turizma, ki smo ga praznovali včeraj, torej vsako leto 27. septembra. Vsi občinske turistične zveze, medije in vse vas, spoštovani predstavniki krajev, vasi in šol. Za Slovenijo je turizem rastoča dejavnost, povezana s počitkom, sprostitvijo, doživetji, športom ter naravno in kulturno dediščino. V naši občini pa ima turizem res prav posebno mesto. Na to nakazujejo tudi številke, nočitev in podatki, da vsak 10. Brežičan dela v turizmu. Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. To je tudi temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja dežela lepa in gostoljubna. In prav vsi zbrani danes ste odgovorni in lahko še kako ponosni, da je vaš kraj oziroma šola danes tudi nagrajena. Uvodoma nas je zvoki gitare popeljal Jaša Pavlin, njegov mentor pa je Tomislav Vrandečič. Z nami pa je tudi citrarka Lucija Pšeničnik, ki nas v naslednjih minutah popeljala v svet citer. Tako da, Lucija, izvoli. Jaša, da pride gospod profesor Lucija, počakaš ena malenkost, vidnjeno organizatorja. Se zahvaljujem za sodelovanje, hvala lepa. Tudi tebi najlepša hvala, pa še profesore najlepša hvala, da ste nam popestrili večer. Ob letošnjem svetovnem dnevu turizma pa vabim na govor tudi predsednico turističnega imena. Lepo pozdravljeni, gospod župan, vsi prejemniki priznanj in pa tudi člani komisije ter seveda medijev. Posebej pa pozdravljam blokovsko naselje Trnje, ki je letos prejemnik posebnega priznanja in pa dušo, da je uspela tako mladež parpalat seboj. No? Tako en aplauz. Jaz se nisem ekstra pripravljala na ta govor danes, ampak smo včeraj preko Turistične zveze Slovenije dobili en članek sestavil in sem kar to povzela in bom to tudi prebrala. Svetovni dan turizma, delati z ljudmi za ljudi. V torek 27. septembra smo beležili Svetovni dan turizma. Letošnja tema, ki jo je določila Svetovna organizacija za turizem, je ponoven premislek o turizmu. Kot je povedal generalni tajnik Svetovne organizacije za turizem, je turizem ena največjih gospodarskih panog, ki je hkrati v zadnjih letih dosegla izjemen razvoj, pri čemer ta ni bil omejen le na veliko gospodarsko rast, temveč sta bila ogromna tudi njegov vpliv in doseg.
Kljub vsem priložnostim, ki jih prinaša ljudem, je še posebej po zadnjem letu jasno, da se ne moremo vrniti v stare tirnice, temveč je potrebna nova strategija. Pandemija je pokazala na nekatere šibke točke dosedanjega delovanja in izpostavila veliko neenakopravnosti, ki jih moramo odpraviti. Če hočemo oblikovati turizem za vse, se moramo zavedati, da moramo pred vse postaviti ljudi ter delati z njimi, ne le zanje. Turizem smo ljudje je že dolgo slogan Turistične zveze Slovenije, ki je vse skozi zagovarja trajnostni razvoj turizma, kjer je v ospredju skrb za planet, razvoj podeželja, izobraževanje in mlajšo populacijo. Namen ustanovitve Svetovnega dneva turizma je osveščati mednarodno skupnost o vlogi turizma in njegovem vplivu na družbene, politične, gospodarske in kulturne vrednote ljudi po svetu. Slavnostna prireditev ob letošnjem Svetovnem dnevu turizma je letos potekala oziroma poteka na Baliju v Indoneziji, ampak tudi mi v Sloveniji se vsako leto spomnimo Svetovnega dne turizma in tudi v Občinski turistični zvezi že vrsto let ob Svetovnem dnevu turizma pač podeljujemo priznanja v sklopu projekta Moja dežela lepa in gostoljubna na občinski ravni, vsake 3 leta pa tudi na regijski ravni, tako da letos je še občinsko, drugo leto nas pa zraven občinskega čaka še regijska podelitev, ter za naše člane tudi vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo. Včeraj pa je bila tudi tu pred mestno hišo stojnica z lokalnimi dobrotami in pa, da smo mimoidočim povedali, da je danes, se pravi 27. septembra, Svetovni dan turizma. Najlepša hvala. Pred samo podelitvijo priznanj pa k besedi vabim tudi predsednico ocenjevalne komisije, gospo Miljano Granetič, da nam zaupa, kako je bilo na terenu. Izvolite. Tudi moj lep dober večer in prijetne trenutke danes v podelitvi, ki ste le ožji krog tega celote naše občine. Želim v imenu komisije Jožeta Lobenjaka, ki je zaradi družinskih razmer v Ljubljano, in Anice Krančič. Občinska komisija. Da. Prvo naj povem, krasni ste. Lepe so kraje, lepe so vasi. Na državnem nivoju v okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna se vasi več ne ocenjujejo. Mi na občinskem nivoju smo ohranili iz enostavnega razloga, ker nekatere vasi si malo večjo pozornost dajo in želijo nekaj več prostovoljnem delu narediti in tudi prijavljajo na to tekmovanje. In to še vedno izvajamo. Prav tako ocenjevanje osnovnih šol. Na državnem nivoju so kategorije združevali, s tem so pa izločili kategorije osnovnih šol, srednjih in fakultet. Prej je bilo osnovne šole, pred 1968 letom grajene, pa novejše osnovne šole, pa kategorije in nekako so to ugotovili, da so vse šole odvisne od finančnih sredstev občin. Nekatere občine so to lažje razvijale, so imele bolj urejene, drugi manj. Sama sem nekako bila v nizu let ocenjevanja osnovnih šol, občinski in regijski koordinator, in tudi sedaj se. Moram povedati, da v naši občini Brežice pred 15 letom, pa rečemo pred 22 leti, 17 let se ocenjuje, je pri nas najbolj skromno urejena šola. Ne gledamo zdaj na finančno bogata, ampak tisti splošni urejenost vides. Še vedno ena najlepših, ki bi dali v regijo, ne? Če bi naše druge potem domakin pa so pošli. To pomeni, da imamo dobro skrb za šole, kategorije šole. Ena pa druga bolj urejena, vsi se trudijo. Tukaj, ko vidim, da bomo, mislim, da mi pozdravljali tudi župana, imamo med seboj, bi sugerirala, da so naši ravnatelji, oziroma predstavniki šol, oziroma kadrom, ki smo se srečali, zelo dobro razmišljali, kaj je še
v kateri osnovni šoli treba urediti. Tako da neki vrstni red, ki si je ta naša urejena občina zastavila, vidite ga točno pravite po tistem. Ker vidimo, da tudi če male sredstva pričakuje, reče, ja, zdaj sem na vrsti tiče, pa potem bo globoko, potem smo pa že tako nekaj govorijo. Tako da tega se držite, vsem za osnovne šole čestitam to urejanje. Vasi, urejenosti vasi smo izključili, naprej urejenosti izletniških krajev, turistični kraj, pač neke kategorije, vaška jedra, krajevne jedre, turistična zveza to malo združuje, mi smo šli kot vaška jedra in kot krajevno središče ocenjevati in to tudi ohranjamo, naprej pa posredujemo v teh kategorijah tudi in dopolnjujemo z kategorijami, kot so recimo zdravilišča, paradizo, temne čakeš, večje, manjše, pa te, pač katere elemente imamo. Na terenu se srečujemo z nekim pričakovanjem, ki še ne, pohvale dobimo. Smo pa niz let kot komisija napovedali, kaj se ocenjuje. Zadnja leta nismo. To povem, da bomo pristopili ponovno, tako smo se v okviru komisije izrekli, se strinjajo vsi 3 člani in tudi poslednji, ko smo se srečali, da se nekako napove, zakaj. Ne zato, da tisti dan vsi urejajo, ampak društva imajo, vse društva, naše občine Brežice, so aktivna in imajo nekaj možnosti priti do sredstva preko razpisa. Ocenjevanje se izvaja nekje v juliju, konec junija v juliju. V tistem času že vejo, koliko sredstva bo imeli in si postavljajo neke lahko dodatne roke, da nekaj uredijo. Zdaj, ko smo mi ocenjevanje dali skozi, so pa šle pripombe oziroma tudi klici. Ja, veste, mi imamo pa rok 15. avgusta, takrat to uredili, vi ste bili pa že julija. Tako da s tistem, ko mi napovemo nekako, kdaj se ocenjuje, dajemo tudi kraje društva krajevne skupnosti, turistični šola, ki so v kraje nosilci urejenosti, dajemo neke smernice, da si še en termin dajo in ti takrat nekaj naredimo. Tako da te 2 stvari smo dosti dodali, dan naprej, smo ga dobili. Za naprej želim tako uspešno sodelovanje, kot je zdaj. Na državnem nivoju, naše občine, pa za regije, nismo prišli v vrh kategorije, razen za regije Savos podklimatska. Zakaj nismo prišli? Imam čisto, to je pa moje, pa tudi ne samo moje, tudi neki v krogu komisije, pa širše smo razgledali, zato ker je Turistična zveza Slovenije nekaj kraje združevala in potem se pride recimo vaško jedro, konkretno bomo tudi dva videli, se primerjajo Žičko Kartuzijo, ki je finančna, ki je bogata, ali se pa s podčetrtkom izletniški kraj primerja. In kategorije so združevale nemogoče. V naši regiji Posavje se je, recimo kot vaško jedro, pa mestno jedro Pišeca z Krškim in potem na državnem z takim, kar je nedosegljivo. Tako da te kategorije bomo na državnega še koordinatorji dali, podeželski koordinatorji dali pripombe. To je bilo v imenu komisije. Jaz sem pa želim lep večer nazaj. Hvala. Hvala. Sledi podelitev priznanj Moja dežela lepa in gostoljubna v občini Brežice. Zato prosim gospoda župana in predsednico občinske turistične zveze, da pristopi k podelitvi, tako še prej pa si oglejmo posnetek. Pa če eno skupino bomo podelili. In željo po novem obisku gostom daje tudi Vila Silva Marija. Iskrene čestitke, tako najprej prosim drugo uvrščene kapele, torej prosim predstavnika. Gospod župan, prosim tudi vas. Še v mojem imenu čestitke za drugo mesto.
Izvoli. Iskrene čestitke, nadaljujemo s kategorijo vasi. Prijenosti domačega okolja. Iskrene čestitke, Rakovec. Čestitke. Iskrene čestitke tudi drugouvrščeni Cerini. In prvo mesto v kategoriji vasi prejmejo Črešnice. Čestitke. Izvoliš. Sledi kategorija krajevna središča. Domiselno cvetličen je dom vinogradnikov s prostori krajevne skupnosti. Vzorno urejeno in vzdrževano je tudi pokopališče v kraju. Iskrene čestitke Pečice. Hvala, Valita. Iskrene čestitke tudi Krška vas. Očitno je malo, ker je predsednica pač ni se udeležila, verjetno pa tudi dobena drugo ni povedala. Kar novinar prevzame, ki je tam blizu. Bomo uredili. In prvo mesto v kategoriji krajevnih središč prejmejo Sromlje. Čestitke. Tako, preden pa preidemo k drugemu delu današnjega večera, torej k podelitvi prav posebnega priznanja in podelitvi priznanj osnovnih šol, pa vabim še župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, kratkemu nagovoru. Izvolite. Spoštovana predsednica zveze, spoštovani člani oziroma predsedniki in vodstva naših turističnih društev in seveda naši tisti najmlajši, ki so predvsem pripomogli k temu, da tudi v Trnji oziroma delu mesta je naš mesto najlepše urejeno. Včeraj smo imeli tiskovno konferenco, na kateri smo spregovorili predvsem o izzivih turizma in moram reči, da smo bili kar zelo veseli, da se brežiški turizem razvija nekako tudi v smeri Slovenije oziroma strategije v Sloveniji. Nekako se je ugotovilo, da smo tudi mi že pred leti začeli z strategijo razvoja turizma. Predvsem so se tu vključili z fakulteto za turizem, ki smo jo tudi pomagali soustvarjati in pokazalo se je, da gre občina Brežice v pravo smer. To se je še mogoče najbolj pokazalo prav v teh zadnjih 2 letih koronskih, kjer je vse skupaj šlo bolj na podeželje, na zeleno in nekako manj na same hotelske goste. Čeprav seveda v občini Brežice so Terme Čatež še vedno tiste nosilne, ki imajo največ gostov, vendar definitivno pomembno pa je, da se razvijajo tudi ostali kraji. Zato nas tudi veseli, da imamo praktično že zdaj preko 100 sobodajalcev, ki nudi možnost našim gostom na različnih krajih. In prav to je tisti največji biser občine Brežice, da so praktično vsi naši kraji zelo lepo urejeni
in tudi ta predstavitev naših vaških jeder, vasi in pa seveda tudi, kot je bilo rečeno, šol, kaže na to, da je občina ne samo mesto, center, ampak da je občina res cela, izjemno lepa, privlačna z ljudi, kar pa je bilo v tej predvsem koronski krizi izjemno pomembno. In tudi prav te dneve, ko ocenjujejo, pravi, da smo že prišli nazaj na nekje tisto obisk izpred 2019 leta, kar pa še več lahko rečem, da prav občina Brežica, destinacija je praktično vzhodno v Ljubljane postala ena najmočnejših destinacij. Se vemo, da so glavne destinacije, predvsem Bled, Kranjska Gora, Koper oziroma Portorož in pa Ljubljana, in smo praktično tisti, ki smo pa na tem delu Slovenije daleč postali najmočnejši in zato seveda vse čestitke. Tudi občina Brežice si želi lepo urejene občine, zato smo praktično v zadnjih letih izredno veliko dali za obnovo naših znamenitosti kulturnih. Mislim, da smo izjemno lepo uredili predvsem stari leseni most v Cerklah, ki je bila res visoka investicija, potem železni most v Savo in Krko in prav pred 2 dnevi sem bil izjemno presenečen, ko smo videli, da na našem mostu praktično angleško, hrvaška, francoska in pa slovenska korporacija skupaj snema film za Hondo kot reklamo in ki se bo predvajal na francoski televiziji. Jaz mislim, da je to res en veliki uspeh, ki se ga mogoče celo mi v Brežicah ne zavedamo, oziroma smo včasih celo preskromni. In zelo zanimivo, da nas bistveno bolj opazijo drugi in mi smo bili tam zraven, celo je bilo zaprto za javnost, upam pa, da bo prej slej ta film, ko bo, oziroma ta reklama, da jim bomo tudi lahko prikazati, in to je veliko priznanje. Seveda, zelo pomembna pa je tudi v letošnjem letu pridobitev, za katero bomo imeli otvoritev 22. oktobra. Jaz vabim tudi društvo, da se takrat udeležite tega. Jaz mislim, da to, da bomo imeli prenovljen ta naš vodovodni stolp, ki ima res izjemno tradicijo, statično smo ga gradili in pa tudi vsebinsko, to je sigurno ena investicija, ki si jo redka občina lahko tudi prevošči, finančno zelo visoka, tudi zahtevna. Treba vedeti, da je bistveno lažje danes zgraditi nov objekt, kot pa obnoviti star, ampak glede na to, kakšen biser je to, razgledno ploščo bomo imeli zdaj na vrhu, praktično tam, ko skoro nisi mogel zdaj priditi. Okoli 170 štenke, lahko bomo šli celo po štengah, imamo pa tudi lift, tako da bomo lahko z liftom prišli gor in invalidi in vsi. In jaz verjamem, da bo to ena posebna še atrakcija dodatna za naprej. Mi smo želeli celo v letošnjem letu več narediti, razmišljali smo celo o razgledni plošči na Šentvidu. Mi smo to prijavili na razpis, tako razgledno ploščo kot pač naš vodovodni stolp. Žal je vlada ta razpis nova zdaj razveljavila, tako da z tega ni nič, ampak mi bomo za svojim sredstvom vseeno v letošnjem letu vodovodni stolp zgradili, drugo leto pa tudi, če ne bo drugače, bomo pa z vlastnim šli z denarjem naprej in bomo uredili predvsem tudi to razgledno ploščo na Šentvidu. In naši strategiji nekako je, da vsako leto naredimo vsaj eno atrakcijo v občini, ki bo naredila našo destinacijo še bistveno bolj privlačno. Mislim, da k temu, da imamo lepo urejene šole, je pripomogla tudi v teh zadnjih 2 letih ta naša energetska sanacija, ki ni bila samo energetska sanacija v smislu varčevanja energije. In pa, čeprav je to izjemna pomembna stvar, danes vidimo, kaj pomeni energija, kakšne cene so plina, vsega nafte in tudi s tem, ko smo šli na nov vir energije, ogrevanja, smo tudi precej pripravili okolje. Pomembno je pa, da v tem, ko smo še dodatno izolirali vse te šole, smo jih tudi, bi rekel, nekako uredili, da so bistveno lepše, videz imajo bolj privlačne. Vendar to, kar je bilo danes povedano, da imamo najlepše šol, pa ni zasluga samo občine in pa ureditev fasad. To daje predvsem pa res naši ravnatelji, naši učenci, delavci šol, ki pa tem našim lepo urejenim šolam energetsko daje še poseben čar s tem, da urejajo njeno okolico. Seveda, prav tako brez vas, društev, ne bi imeli tako lepega okolja. Jaz seveda sem vesel, da se ta okolje ureja ne samo zaradi turistov, predvsem zaradi nas. Moje vedno
vodilo je, da če bomo imeli lepo urejene kraje, v katerim se bomo mi prijazno in pa prijetno počutili, se bojo tudi turisti, po drugi strani pa bomo tudi mi bistveno lažje pa bolj prijazni do ljudi, ker smo veseli in pa zadovoljni. Tako da sam osebno vam vsem čestitam, zahvaljujem se vam za vaše delo in trud in jaz upam, da bomo s tem tudi nadaljevali, da bo tudi občina še naprej podpirala vaše programe in s tem naredili našo občino lepo, prijazno, gostoljubno, tako za nas kot za goste. Hvala lepa, lep večer in lepo se imejte. Posebno priznanje prejmejo Trnje Bloki. Občinska komisija se je odločila za posebno priznanje za trud turističnemu društvu, ki ureja okolico med bloki v naselju Trnje. Okolica je bila pred leti zasajena in očiščena in se vsako leto redno nadgrajuje, saj so s časoma uredili. Kategorija. Tako, iskrene čestitke. Kdo bo prejel? Ti si najmanjši. Sitar. Sitar. Ja, prožem. Sitar. Evo, vi ste to tako prejeli? Evo, tako. Sitar. Ajde pa nas me. Rečite si. Zdaj, ker smo dobili prav posebno nagrado, bi se mi tudi vzeli eno pač to priložnost, oziroma pravico, pa se tudi posebej zahvalili, ker se ni zdaj še nekaj. Mi smo zelo, zelo veseli, ne morete vedeti kako, ker tole nagrado ne jemljamo toliko kot nagrado za to, kar je urejeno, ampak veliko, veliko bolj kot spodbudo za naprej. Kot je že gospod župan je rekel, ta koronska leta so predvsem ta naša dejavnost v mestu, so tako utojila, da imamo mi zdaj težavo ne toliko z barvanjem klopi, pa za vse tem, ampak enostavno z druženjem, kot je župan rekel, da tudi v bistvu del mesta, ki ni glavna ulica, ki ni neka znamenitost, zaživi in da je lepo urejena in da so v njej prijazni ljudje. Tako da tole nagrado hvala še enkrat komisiji, mi jo jemljamo kot veliko, veliko spodbudo, da bomo zdaj to korono hitro pozabili, se druži naprej, zato ker vsako leto so nove generacije na otroci, vsak otroci se novi nek nov zakon dajo za naprej. Hvala še enkrat. Katere oskrbujejo z osnovno zelenjavo in dišavnicami za vso leto. Na vsakem koraku se čuti utrip, delovanje šole v sožitju z okoljem, naravo, takšnim turističnim društvom in ne nazadnje s čebelicami šolskega čebelnjaka na Peteršnikovi domačini. Tako, iskrene čestitke v osnovni šoli Globoko. Prav tako iskrene čestitke za 3. mesto v družnični šoli dr. Jožeta Todorišiča Dobova v Kapelah. Iskrene čestitke osnovni šoli Brežice. Kjer bo vzel za šolo? Kjer hodi Brežice v šolo? Vsi. Pa pridite vsi. Hajde vsi. Bolj pa vsi pridite sem še enkrat. Kar pridite še vsi. Vidi še ti. Ti si Brežic hodi v Dobovo v šolo. Zanimivo. Tako bote ravnateljici dali. In prvo mesto v kategoriji osnovni šoli prejme osnovna šola Maksa Peteršnika Tešilca.
Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem in vljudno vas vabimo na spominsko fotografijo. Potem po fotografiranju pa vljudno vabljeni spodaj v avlo na druženje, na kozarček, krujne kapljice in še kakšen domač prigrizek.